Zveza svobodnih sindikatov ima članstvo tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. V javnem sektorju trenutno na drugi strani ni pogajalskega partnerja, v zasebnem sektorju pa počasi teče projekt spremembe plačnega sistema, od spremembe pa bodo odvisne tudi tarifne priloge k kolektivnim pogodbam. Pogajanja še vedno potekajo tudi v zasebnem sektorju. Res pa je, da v javnem sektorju trenutno na drugi strani vlade ni, da so zahteve, ki so bile postavljene in na 3/4 morda celo dogovorjene, obstale ali pa padle v vodo, da je treba počakati, da se vlada formira, potem pa je seveda od nove vlade odvisno, kako bo nadaljevanje potekalo. Jaz verjamem, da javni sektor samo zaradi menjave vlade ne bo prenehal, da se bodo aktivnosti nadaljevale, vsekakor pa nova vlada ve, kaj jo čaka, in se mora na to tudi pripraviti. Po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja so na seji glavnega odbora tudi predstavniki sindikata SVIZ sprejeli sklep o prekinitvi oziroma zamrznitvi stavke, ki se bo aktivirala takoj, ko bodo imeli relevantnega sogovornika na drugi strani. V glavnem, vsi smo bili v tistem trenutku malo zbegani, skratka pričakovali smo podpis sporazuma, pa ga nismo dočakali in potem 2 dni pozneje odstop vlade. Skratka, tako bi rekel, presenečeni smo, Nekdo, ki namerava speljati stvari ali pa je prepričan, da jih je sposoben, odstopi in začeti znova, to je bilo težko razumljivo. Vsem političnim strankam, ki kandidirajo na volitvah, so poslali vprašalnik z namenom pridobitve informacij, kakšne namene imajo z ureditvijo razmer v vzgoji in izobraževanju. Dobili smo odgovore vseh strank do včeraj, da ne bom kakšne krivice komu naredil, razen Liste Marjana Šarca. In kakšna izhodišča stavkajočih lahko pričakuje prihodnja vlada? No, vsekakor bodo izhodišča višje, ker so bila pogajanja na nek način tik pred koncem, tako je bilo videti, zaustavlja so se praktično pred podpisom vsaj za del javnega sektorja, in kadar so izhodišča tako daleč, potem veš, kaj lahko pričakuješ. Lažje in hitreje verjetno bo pod novo staro vlado, če bo pa vlada popolnoma nova, potem so pa verjetno že izhodišča pogajalska na strani vlade drugačna, kot pa so bila v tem trenutku. Na vprašanje, ali bi lahko javni sektor v nadaljevanju pogajanja še bolj zaostril, pa Jerkičeva pravi: Zagotovo se ne bo nehalo na točki, kjer smo končali, če ne bo rezultatov. Tako da ja, zagotovo lahko nova vlada, katerakoli že bo, pričakuje zaostrovanje zahtev. Predčasne volitve poslancev v državni zbor bodo prvo nedeljo v juniju.